kjer se od njega postavljamo in se Bogu zahvaljujemo, da smo ga poznali, da smo ga mogli imeti med seboj kot duhovnika in da smo bili deležni njegovega duhovniškega delovanja in njegovih molitev, s katerimi je spremljal svoje delo in ljudi, ki so mu bili zaupani od delavce na Gospodovi žetvi. Rad bi se zahvalil vsem, ki ste se zbrali pri tej sveti maši. Janez se bo stavljal v svetem letu, v katerem pod romanji vzupanja odkrivamo, kako ne bomo kristjani v tem svetu in v tem času zgodovine kristjani. Posebej smo povabljeni, da bi na tem romanju spet v nas in pred nami zaživela dela usmilja, telesna in duhovna. In med telesnim je tudi mrtve pokopavati. Pogreb in pokop je zadnje dobro delo, ki ga lahko izkažemo tistim, ki odhajajo od nas, da bodo na Božjih njivah čakali na nas najem. Zato je pomembno, da smo vsi tukaj, od pokojnem gospodu Janezu, da mu iskreno in spoštljivo izkažemo hvaležnost in ga še zadnjič požastimo s tem, da spoštljivo sodelujemo pri tej sveti maši in ga potem pospremimo do duhovniškega groba na Cerkljanskem pokopališču, kjer se bo pridružil svojim pokojnim bratom duhovnikom, ki so bili pred tem položeni v to blagoslovljeno zemljo. In ne pozabimo tudi duhovnega dela usmiljenja, ki je povezano s proslavljanjem tistih, s katerimi smo živeli. Naj danes živo začutimo, da smo kot kristjani poklicani prinašati duhovno tolažbo tistih, ki so žalostni. Žalostni tolaži. Najprej tisti, ki so bili s pokojnim duhovnikom Janezom posebej povezani in ob njegovi smrti doživljajo bolečino. Potem pa naj nam slovo od gospoda Janeza pomaga, da ne bomo nikoli spregledali nobene bolečine, nobene žalosti, nobene solze. Naj nam od krste duhovnika Janeza Gospod nakloni čuteče srce, ki se bo skupaj z Janezom znalo ustaviti, se skloniti in pomagati, kakor je pomagal usmiljeni Samarijan. Življenjska pot pokojnega duhovnika Janeza se je začela 27. januarja 1949. leta v vasi Vasca, v župniji Cerklje, ko sta oče Franc in mati Marija v enem skupni dobila sina. Krščen je bil na svečnici. 2. februarja tistega leta, ko so mu za zavetnika izbrali svetega Janeza Zlatoustega, enega izmed 3 velikih vzhodnih očetov, ki je med drugim zapisal: vsako hišo naredite za cerkev. Ali niste vi odgovorni za zveličanje vaših otrok in vaših služabnikov? Kako bomo pastiri dejali odgovor za vaše duše? Kako bodo družinski očetje pred Bogom odgovarjali za vsako osebo svoje duše? In pokojni duhovnik Janez je v domači hiši iz besed in zgleda svoje mame in očeta dobil trdne in globoke korenine vere. Tako da je po osnovnošolskem nabiranju znanja učel Bibljo v srednjo versko šolo, takrat edino v Sloveniji. In tam je leta 1968 maturiral. Naslednjega leta je moral pojaviti v čas posebnega utrjevanja značaja in duhovniškega poklica. Zato je nadaljeval študij teologije na Teološki fakulteti, ki je bil prav v času njegove podaljšene izključene
julija 1974 do 6. julija 1925. Po posvečenju je šel za kaplana v Župnijevski križ Podbočje, ki je ostal samo eno leto. 15. avgusta 1976 je postal kaplan Ekspozit v Vrhpolju pri Moravčah, kjer je ostal 14 let. Njegova druga duhovniška selitev pa ga je pripeljala v Župnijo svetega Mihaela v Rovtah, kjer je 15. avgusta 1990 postal župnik. In po 15 letih, 6. septembra 2015, smo ga prosili, da je sprejel v upravo še župnijo Vrh Sveti Trije Kralji. Med ljudi se je vse župnija dobro počutil. Tam je bil v imenu Jezusa Kristusa, da bi jim pomagal na njihovi poti v nebesa, v življenje, ki ga je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo. Svojo službo je vršil zelo vestno. Ljudem je bil zgled svojo neomajno vero in trdno voljo. Skrbno se je pripravljal na svete maše in na druga duhovniška opravila, kajti zavedal se je, da duhovništvo ni služba za določen čas, ampak poslanstvo, v katerega Bog pokliče duhovnika, duhovnik pa v odgovoru na njegov klic izroči vse svoje življenje. Spomnim se, da so včasih pripovedovali o zglednosti pri upravljanju župnije in pri vodenju župnijske pisarne, ki je odlikovala gospoda Janeza. Ni bil človek najnovejših tehnologij. Bolj ali manj je za svoje delo uporabljal svečnik in pisarni stroj. Odločilen pa je bil njegov odnos, čut odgovornosti in ljubezen do urejenih matičnih knjig, arhiva in župnijske pisarne. Svojo 70-letnico je pokojni gospod Janez obhajal na nedeljo Svetega pisma leta 2019. Ob tej priložnosti je bilo rečeno, da nas Božja beseda spremlja v vseh naših situacijah. In besede ni mogoče spoznati samo preko razpravljanj in pogovorov, temveč je potrebno sprejeti vabilo in stopiti z njo na pot konkretnega vsakdanjega življenja, ji pustiti, da bi mogli v njej prepoznati Božji nagovor zase in za cerkev danes. In zato je povrljiva Jezusova beseda iz današnjega evangelija. Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi, vzame svoj križ in hodi za menoj. In ta beseda se nam zdi trdna, se nam zdi zahtevna. Ne prelega se najbolje naši duši, tako kako se križ ne prelega našim hrbtom.
Se vam ne zdi, da so današnji svet in stvari, ki nas v njem strašijo, posledica nesposobnosti in nepripravljenosti odpovedati se? Pokojnega gospoda Janeza je odpovedi učila tudi njegova bolezen, ki ga je spremljala dolga leta in pobojevala njegovo življenje. Potrpežljivo jo je prenašal in s njim bil zgled vsem, ki smo ga poznali. Znal je sprejemati ta križ in ga nositi za svojim Gospodom. In da je ga Gospod tudi v tem križu prepoznal kot svojega zvestega učenca in duhovnika. Ob zlati maši so na daritveni oltar dali napis iz 116. psalma. Odrešenja bom dvignil in klical Gospodovo ime. Sedaj je